Na praznično nedeljo Marijinega vnebovzetja je bilo na Polšniku slovesno. Mineva 120 let od posvetitve cerkve Lurške Matere Božje. Polšnik je obiskal ljubljanski nadškof in metropolit, monsignor Stanislav Zore, ki je po blagoslovu obnovljene kapelice Marije Kraljice daroval mašo v obnovljeni cerkvi. Praznik, kot sem že omenil pri pridigi med mašo, je zame res praznik, ki je povabilo za vsakega izmed nas, da se odpremo, da dvignemo pogled, da zagledamo, da so obzorja širša, kot tisto, kar običajno mislimo, da je pomembno v našem življenju. Ne, da to ni pomembno, ampak pogled, misel in srce mora iti naprej, dlje, veliko dlje. In današnji praznik vabi k temu, ta vnebovzeta, čudovito sporočilo. Na ta dan pa je bila predstavljena tudi nova knjiga z naslovom 100-letni polšniški navdihi po romarski predlogi Ivana Globelnika. No, današnja slovesnost je bila res čudovita. Čudovita je bila zaradi več stvari, ne. Eno je to, da smo po skoraj leto intenzivnega dela to spalali, naredili. Druga stvar, da je prišlo veliko ljudi, da je prišlo veliko pevcev. Nadškof je fajn povedal, skratka, povezovanje te različnosti, ne, in kad delaš toliko časa to različnost in da to se skupaj zloži, to je res nekaj čudovitega in to čudovito smo naredili tudi v knjigi 100-letni polšniški navdihi po romarski poti Ivana Globelnika. Moram povedati, da Polšnik diha z polnimi pljuči danes in je dihal tudi v celem obdobju, ko so obnavljali to prečudovito cerkev Svete Lurške Matere Božje. Jaz si res želim, da bi takšno utripanje in doživljanje skupnosti tudi v prihodnje navdihovalo krajevno skupnost Polšnik in seveda celotno našo skupnost. Namreč takrat, ko ljudje znamo premostiti tiste svoje egote, težave in jih podrediti skupnim ciljem, takrat vsi skupaj zmagujemo. In Polšnik je to dokaz.